Pozdravljeni, sem Blaž Petrovič in ob tednu slepih in slabovidnih bi rad povedal nekaj misli, katere sem zbral in katere se mi zdijo primerne. Naslovil sem jih, kam gre ta družba. Najprej se bom spomnil časa iz leta 1997, ko sem bil sam kot radioamater in sem takrat uporabljal CB postajo. CB postaja je postaja, s katero smo se povezovali, ljudje običajno iz istega kraja, tisti pa, ki smo imeli dobre pogoje, pa tudi širom Slovenije. Govoril bom o diskriminaciji slepih strani videčih. Mislim, da je to še kako pomembna tema, čeprav verjamem, da za marsikoga neprijetna, ampak resnična. V tistem času sem se z marsikom spoznal, z marsikom smo se pogovarjali. Dejansko na CB-ju smo bili vsi enaki, vsi smo imeli enake želje po druženju. Ne glede na to, si slep, nisi slep, si invalid, nisi invalid. Bili smo vsi enaki, zato ker se nismo gledali. V tistem času, to je bilo leta 1997, sem se spoznal s kar veliko ljudmi. Marsikdo je bil pripravljen se tudi družiti z mano in tako. Ampak tam smo bili vsi enaki. Nobeden ni nikogar videl, komunikacija je potekala enosmerno, tako da smo bili v bistvu dejansko vsi, če se smem tako izraziti, slepi. To, kar se pa danes dogaja, danes gre pa pač vse preko interneta, Facebooka, Instagrama, je pa ravno obratno od tega, kar je bilo včasih. Včasih ni bil to noben problem. Danes se pa pač dogaja, da že ko si pišem z ljudmi, prvo vprašanje je, imaš sliko, je nimaš, jo imaš, potem pač povem, da sem slep in potem se začnejo, bom rekel, taki vljudnostni pogovori. Sprašujejo me razne stvari, z nekaterimi sem še danes v stiku. Večinoma je pa takih ljudi, ki nimajo izkušnje s slepoto, in tudi nobenega, ki je slep, ne poznajo in si tudi ne želijo nobenega tazga spoznati. Zato pa potem rečejo, no, saj si še kaj pišemo, bomo še na vezi, v resnici si pa mislijo, nehajte žiti, po domače povedano zdaj, in tako se pač žal stiki prekinjajo. Mislim, po mojem je premalo ljudi osveščenih, tudi takih, ko imajo mogoče kakšno negativno izkušnjo z slepimi. In jaz mislim, da bi bilo treba na tem področju še veliko narediti, predvsem v smislu, da se osvešča mlade in tudi ostale, ki nimajo s tem izkušenj, da vejo, kako se slepemu pomaga, če rabi pomoč, če je ne rabi, kako da lahko pač povedati je treba sledeče. Smo ljudje, kot so vsi drugi, z vsemi vrlinami in z vsemi pomanjkljivostmi. Slepi so bogati, so revni, so izobraženi, so neizobraženi, so zaposleni, niso zaposleni, imajo dobre, se pravi, odnose z ljudmi, pa tudi taki so, ki jih nimajo, imajo veliko prijateljev ali jih pa tudi sploh nimajo. V glavnem, vsi smo, bom rekel, lahko na tem, da imamo družbo ali pa nimamo, ne glede na to, ali smo slepi ali pa nismo slepi. Preveč je tega etiketiranja, kakšen moraš biti, da si drugim všeč, da te potem spoznajo. Sam zaradi kompleksnosti strani Facebooka ne uporabljam, pa tudi, če bi ga,
je v glavnem je treba tudi na dostopnosti še veliko stvari narediti. Ampak kar hočem povedati je to, ne, tudi videči, vsak ima kakšno pomanjkljivost. Vsak. Pa je lahko, ne vem, zelo bogat, pa če bi iskal, bi našel neko pomanjkljivost. Lahko na fizičnem, lahko na psihičnem, lahko na socialnem, ekonomskem ali kjerkoli drugo področje. Ne. Tako da morate se zavedati, da je v bistvu naša želja to, da nas videči sprejmejo, da smo del njihove družbe, da hodimo skupaj tudi žurat. Ne. Je pa mogoče, bi pa za konec še eno stvar izpostavil. Kje jaz vidim največjo težavo? Marsikdo reče, ne morem iti slepim ven, ker nočem prevzeti odgovornosti, če se mu kaj zgodi. Morate vedeti, da smo polnoletni, odgovarjamo izključno sami zase, a smo sami ali pa smo v družbi videčih. Tako da to nikakor ne drži. Tam, kjer rabimo pomoč, vprašamo za njo ali pa prosimo druge, tam, kjer je pa ne rabimo, pa znamo sami. In tam, če rečemo, da nekje ne rabimo pomoči, so lahko videči sigurni, da stvar obvladamo sami. Ne? No, toliko sem hotel povedati, da malo določene stvari razjasnim. Želim vsem vse lepo in vse dobro. Pa lep pozdrav za vse. Pa lep